Z nami pa je že človek, ki je v avtu vedno na telefonu. Avtomobilistični novinar in vloger Ciril Komotar. Ciril, prav lepo pozdravljen v našem studiu. Si eden naših, če ne najbolj priljubljeni slovenski vloger. Koliko imaš sledilcev na družabnih omrežjih? Vsega skupaj okrog 100 000, če se štejem Facebook, YouTube pa Instagram. Pravzaprav ne, še nekaj več, 120, 130, tam nekje. To so impresivne številke. Kako ti je to uspelo? Jaz vem, da se bo to hecno slišal, ampak predvsem s tem, da sem jaz. Je res, da sem pa rabil nekaj časa, da sem to postal, ker sem rabil biti 10, 12, 13 let pred kamero, da sem se lahko do te mere sprostil, da mi je za čisto vse en. In pol sem lahko jaz. Ker začel si kot avtomobilistični novinar. Ja. Kje si delal najprej? Najprej pri reviji Auto po šport, potem pa več kot 10, 11 let na Sjolomu Avtomoto portalu. Potem si pa pred nekaj leti, kdaj? 2017, 2016, začel s svojim videoblogom, z vlogom. Ja. Pa takrat se še nisi ukvarjal z avtomobili na tem blogu, ker sem šel gledati tvoje začetke. Ne veš kaj, vlog, jaz sem mislil, da bo ta vlog dolg 1 minuto in da bo res kakšna sekundica sem pa tja mojega dneva. Vedno so avtomobili bili mal prisotni, ampak potem pa, ko sem se z vlogom začel pogosteje ukvarjati, pa vse bolj, pa so pa postali totalna rdeča nit in to so še danes, seveda. Se pravi, začel si objavljati vsak dan. Lej, tako je. Disciplinirano. Ja, to je noro. Mislim, zdaj, ko se nazaj gledam. Jaz, ko sem začel vlog objavljati, sem naredil vlog vsak dan 192 dni zapored. To je veliko. Zdaj, ko se nazaj gledam, to je ogromen dela. Mislim, vem, ker sem nekaj podobnega poskušal tudi jaz leta nazaj. Ja? Imam pripombo tukaj, lahko? Ja, povej. Lej, a veš, Komotar minuta najprej ni bila Komotar minuta, ker se nisem spomnil tega imena. Komotar minuta je ime tega tvojega vloga. Ja, ker Komotar se piše, minuta je pa v tem primeru ena stalno spremenljiva časovna enota, nima veze. Ampak veš, preden sem se jaz tega spomnil, da bi bilo fajn, da je nekaj, kar sem jaz, moj priimek, sem rekel, kaj bi bilo, pa sem hotel imeti 1 minuto na dan, sem rekel, minuta, pa en dan, minuta na dan, vrhunski ime. Pa ene 3 dni gruntam, pa si mislim, a sem se jaz to res sam spomnil? Ali je kje v dozali to prišlo in potem začnem malo brskati po netu in se spomnim pol enega Jonasa Žnidaršiča, ki je že 5, 6, 7 let pred mano delal nekaj podobnega, ne? In guess what, ne? Imenoval se je minuta na dan, tako da... Ampak jaz sem zdržal samo 100krat. 100 dni sem objavljal res minuto na dan Ja. in tako do polnoči sem tako trudil, da do polnoči je bilo objavljen minutka, ampak samo razne zajbancije. Vem. Ti se pa ukvarjaš z avtomobili in si postal tudi, no, bil si najprej že prej, strokovnjak za avtomobile. Pa najprej bi te rad vprašal o tehnologiji, Ja. ker mi je Anže Tomič, naš podcaster znameniti, Dobro ga poznam. povedal, rekel, nakladal, da vse montiraš samo na telefonu. Sem rekel, to ni možno, to mi lažeš. Ni res. Pritrdi mi. To je šok za vsakogar, ki pride do mene in reče, a res? Ampak telefon je zame popoln, ker konec koncev lahko to, kar delam, ustvarjam vlog, delam kjerkoli. Konec koncev tudi, če kakšen res smotan sem v Ford Street Ljubljane, ki traja 3 minute, lahko tam nekaj nehitro naredim, ali pa v zastoju v gneči in ne rabim bolj pretakati videomateriala, to so pa že dolgočasne teme, ampak ja, vse naredim s telefonom, vse posnamem in zložim na telefonu, vseh 680 delov. V avtomobilu med vožnjo. Ne, v avtomobilu, ko stoji, pazi, ne me zdaj, ne? Kateri od teh tvojih vlogov je bil najbolj priljubljen? Kateri je imel največ ogledov? Dobro, en ima največ ogledov, ampak drug je pa najbolj odmeven. Največ ogledov je tisti vlog, ko sem šel gledati naše košarkarje, ko so zmagali na Evropskem prvenstvu. Najbolj odmeven je pa seveda tisti, ko sem prejel nagrado za žaromet, za, mislim, da spletno zvezdo 2018 in pol. Jaz sem bil tam in vem, kaj je bilo. Res? Bil sem Vem, da je v bil gospod publiki predsednik, zate pa nisem vedel. in mi je prav žal, da ni bilo televizijskega prenosa, ker je bila štala. A ne? Na hitro, kaj se je zgodilo? Šel sem po nagrado in ena dama se je odločila, da bi ta nagrada bolj pasala k njej. Denis, da. Ja, in je rekla, to je fucking moje! In jaz sem bil seveda na to pripravljen, sem rekel, Denis, gotovo so se zmotili, se mi dva pol pogovoriva. Pol je bila pa še malo nesramna, ampak sem jaz z uglajenostjo, kot me je učil moj oče, s prijaznostjo, sem je lepo posedel nazaj, da je dala mer. To ti pa moram priznati, lepo si se odrezal, vljudno, prijazno, da ni bilo prevelikega škandala.
Za škandal je poskrbela ona, ti pa za višji nivo. Hvala. Hvala lepa, da si bil z nami. Z veseljem. Ciril Komotar.